Lepo pozdravljeni, dragi gledalke in gledalci. V tokratni oddaji gostimo mlado, komaj 27-letno biokemičarko z doktoratom iz organske kemije, ki je ena izmed 15 prejemnic ugledne mednarodne nagrade ženske v znanosti. V studiu pozdravljam doktorico Vito Majce. Lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. In takoj iskrene čestitke za to prestižno, ugledno nagrado, ki ste jo prejeli nedavno. Ja, hvala lepa. Ja, 27 let, pa že doktorat, že z svojim delom, z svojim projektom uvrščeni med 15 najuspešnejših na svetu, to razumemo tudi laiki, da je velik dosežek. Ampak za kakšen projekt pravzaprav se gre tukaj, ženske v znanosti, UNESCO projekt? Ja, se pravi, to je projekt UNESCO in L'Oreala. Združila ste se z namenom, da spodbujajo, da ženske ostanejo v znanosti, se pravi, že med doktoratom in tudi po doktoratu. In moj projekt, ki sem ga prijavila, je dobil to mednarodno štipendijo, ki jo je dobilo 15 štipendistk po celem svetu. Kar sem pa prijavila, pa je v bistvu podoktorski projekt, ki ga bom nadaljevala na Univerzi v Warwicku v Veliki Britaniji. Gre pa za pripravo nekih novih protimikrobnih učinkovin pod domačo antibiotiko. K temu se bova še povrnili, kar pomeni, vi ste že prej, preden ste dobili to štipendijo, mednarodno ponudili rešitev, kako boste porabili ta denar, te mednarodne štipendije. Tako, za to štipendijo je potrebno prijaviti projekt, ki ga prijaviš skupaj z inštitucijo v tujini, kamor se odpravljaš, in z mentorjem v tujini. In ta projekt je nekako nadaljevanje moje doktorske dizertacije, v kateri sem se že ukvarjala s sintezo in analizo novih protimikrobnih učinkovin, ki pa še imajo malce težav, kot so recimo slaba topnost in prevelika neselektivnost, tako da bomo delali še naprej na tem in upam, da nam bo uspelo. Ja, sicer to, ko govorite, to mi zelo razumemo, ne, recimo, če bi se tako delali na naši misiji, je knjigica, lahko vzamem v roke, jo je še težka, je povrh vsega, to je nekaj, čemur vi pravite, da uživate, kadar to odprete. In upam, da bo naša kamera lahko pokazala, kakšno čudna je ta pisava tukaj, niti ne trudim se, da bi kaj razumela tega, ampak vam je to v užitek. Tako je, to je neka v bistvu dodatna literatura za študij organske kemije. Pri nas so knjige recimo na fakulteti večinoma v angleščini, tako da je potrebno tudi dobro znanje tujih jezikov, ampak tega se v bistvu s časoma na faksu naučiš. In kar v bistvu vidite so reakcije, formule, spojine, razlaga zakaj, kako poteče in v bistvu meni je to všeč. Vem, da kemija splošni javnosti ni zaželjena in ni navdušena. Ljudje niso navdušeni nad njo, ampak jaz v bistvu s svojim dosedanjim pedagoškim delom, jaz sem tudi dosti inštruirala kemijo, srednješolce, osnovnošolce. Se mi zdi, da sem vsem tistim, ki sem jih imela v rokah, pokazala, da ni tako grozno in da se jo da v bistvu na praktičen način razložiti, in če se razloži na praktičen način, potem ljudje tudi raje razumejo. To se pravi, se kemija da razumeti, se ni treba učiti na pamet. Ne, bog ne daj. To je ravno, mislim, meni je to ravno všeč pri kemiji. Pri kemiji so naloge, računi, ti imaš eksperimente, ki jih izvajaš, in neke rezultate, ki jih lahko podaš številkami, grafi, tabelami. Jaz ravno ne maram tega učenja na pamet, zato sta bila za mene veliko težja predmeta v šoli zgodovina ali pa geografija. Veliko raje sem imela recimo kemijo, biologijo, fiziko. Ampak seveda ljudje smo različni, tako da razumem, da nekomu to mogoče ni všeč. Je pa seveda odvisno tudi od profesorjev v srednji šoli in osnovni šoli, da zainteresirajo ljudi, ker naravoslovje je zelo zanimivo in škoda, da se več ljudi ne odloča za to. To se pravi, vi ste imeli že v osnovni šoli in gimnaziji v Brežicah dobre učitelje in profesorje. Res je, v osnovni šoli sta bila to mož in žena, profesor Marija in Lojze Bavdež, s katerimi smo imeli tudi dodatne kemijske in biološke krožke, pripravili smo se na tekmovanja. V srednji šoli je bila to profesorica Nada Mandić na gimnaziji Brežice. Z njo smo se res še dodatno pripravljale, naredila sem tudi raziskovalno nalogo, s katero sem dobila potem zlato Preglovo priznanje na temo mikrobiološka stabilnost vin.
Upravljala sem pa vina iz posavskega območja, Bizeljsko, Krško in tudi Dolenjska vina. Kaj ste takrat ugotovili? To je že kar nekaj let nazaj. Ja, že kar nekaj let nazaj. Šlo se pa za to, da seveda so vina, ki imajo več sladkorja v sebi, spravi bolj sladka vina, manj stabilna po odprtju. Ker se seveda potem mikroorganizmi, ki so v vinu, bolj razrastejo, ker za njih je sladkor v bistvu hrana. Tako da je treba predikate, ko odpreš čim prej spiti. Tako. Ja, ampak sedaj v poznejših letih, v času študija in sploh sedaj v zadnjem obdobju se pa usmerjate k veliko bolj resnim in pomembnim temam, kot so antibiotiki. To je tisto, na čemer boste gradili sedaj še posebej prihodnji 2 leti. Kdaj odpotujete v Anglijo? Odpotujem konec meseca. Za začetek za čas 1 leta, potem pa, kolikor bo projekt uspešen, je možno to štipendijo podaljšati še za 1 leto. Bo zadostovalo, o tem sem prebrala, ni ravno velika ta štipendija. Ja, utapljala se v denarju gotovo ne bom, ampak bo pa dovolj za pokritje stroškov. Nekaj bojo prispevali še na univerzi, kamor grem, tako da mislim, da bo res. Brez štipendije si Brez štipendije bi lahko pa to ne bi privoščili? bilo mogoče, ne. Ne bi šlo. In tega še sploh nisem pokazala, kako je izgledala sedaj ta podelitev v Parizu? Ja, to je bila res velika zadeva, jaz nisem pričakovala. V bistvu je potekala cel teden, to je bilo od 24. do 29. marca. Bili smo povsod in na L'Orealu, na UNESCO, ki nas je sprejela generalna direktorica UNESCO, prva ženska, ki je predsednica UNESCO od začetka, od ustanovitve. Predavali smo o svoji tematiki na Institutu Pasteur v Parizu, ki je tudi zelo znana inštitucija. V bistvu zgrajena na okoli hiše, v kateri je živel Pasteur, ki je odkril, da mikroorganizmi povzročajo infekcije pri ljudeh. Kaj naj še povem? Zadnji dan smo imeli zelo slavnostno podelitev, katere se je udeležilo poleg ljudi iz L'Oreala in iz UNESCO še veliko, tako bi rekla, višjih dostojanstvenikov francoskih in mednarodne sfere, predvsem znanstvenikov, vsa žirija, ki nas je izbirala, med katero so tudi bivši Nobelovi nagrajenci, bivše nagrajenke UNESCO L'Oreal fundacije, tako da. Bilo vas je 15, vseh koncev sveta, ste se kaj družile med sabo, prisluhnile druga drugi z izkušnjami, so vse tako mlade kot vi? Ne, sem v bistvu ena izmed mlajših. Večina, ki je dobila to štipendijo, je bila stara med 33 in 35, kar je zgornja meja za dodelitev te štipendije. Ampak smo se vsemi zelo dobro ujele. Nekatere so že mamice, smo se pogovarjali tudi o tem. Pogovarjali smo se o raziskovalnem delu, o stanju v državah, iz katerih prihajajo, ker nekatere prihajajo še iz držav v dosti slabših razmerah kot Slovenija, recimo kakšne afriške države ali pa južnoameriške države. Poleg se pravi nas, 15 štipendijsk, pa je bilo nagrajenih še 5 profesoric za življenjsko delo, tako da smo se družili tudi z njimi in to so bile zelo odprte osebe in tudi malo o svoji karieri so nam povedale, kako je bilo njim začeti, takrat, ko je bilo za ženske še nekoliko težje v znanosti, kot je sedaj. In mislim, da sem veliko odnesla od tega tedna, predvsem pa veliko poznanstev, ki mi bodo lahko v prihodnosti še dobro služila. Se še katera odloča za kaj podobnega, kot je vaša projektna naloga, vaše delo? Ravno ena izmed teh profesoric nagrajenk, ki deluje na Princetonu v prestižni univerzi v Združenih državah Amerike. Prav tako dela na projektu bakterij, v bistvu raziskovanja, kako se bakterije med seboj pogovarjajo. In ona je postavila neko tako hipotezo, da če bi bakterijam preprečili, da se pogovarjajo med seboj, bi lahko tudi preprečili njihovo virulentnost, kar pomeni, da čeprav bi bile še žive, ne bi bile patogene, torej ne bi povzročale infekcij. In to je tudi uporabno pri razvoju novih antibiotikov, s čisto ene druge poti, tako da smo se dogovorili, da ostanemo v stikih in mogoče po mojem končanem študiju grem za kakšen kratek čas še k njej. Aha, sem razumela že, da mislite oditi pozneje iz Slovenije čez lužo. Ne izključujete, ne? Ne izključujem, ampak jaz si zelo želim ostati v Sloveniji. Če bo kakšna služba za mene tukaj, za kar sedaj slabo kaže, ker so pač takšni časi, da se ljudi bolj odpušča, kot pa jemlje službo, bi zelo rada prišla nazaj. Zelo rada bi imela recimo svojo raziskovalno skupino in nadaljevala to delo, ki ga počnem sedaj, ker se mi zdi pomembno, ker prihaja čas, ko antibiotiki, ki jih imamo v
trgovinah, v lekarnah ne bojo več tako učinkoviti in bo treba iskati nove antibiotike. To bo ena izmed prioritet v naslednjih 15 do 20 letih. No, zakaj pa ti antibiotiki, ki jih imamo zadnja leta, niso več tako učinkoviti, kot so bili pred leti? Ja, v bistvu od odkritja penicilina, kar je bilo manj kot 100 let nazaj, so bakterije razvile odpornost na praktično vse antibiotike v terapevtski rabi. To je pa zato, ker so bakterije na svetu še veliko več kot ljudje, skoraj od samega začetka nastanka življenja, in imajo mehanizme, s katerimi se lahko v bistvu uprejo gostitelju ali pa antibiotikom na mnoge načine. Bakterije se tudi veliko hitreje delijo, njihove generacije so veliko hitrejše kot človeške generacije. In zaradi tega pride hitreje do mutacij, ki so za njih ugodne, in potem lahko vse ali vzamejo antibiotik v celico in ga tako izpljunejo nazaj ven, ker v bistvu ugotovijo, da je nevaren, ali pa ga v celici razgradijo in potem tiste delčke, ki ostanejo, porabijo za svojo lastno prebavo, recimo temu tako. Posledica nastanka rezistence pa je tudi prekomerna uporaba antibiotikov, ki je bila v preteklih 50 letih. Nepravilno predpisovanje antibiotikov, kajti včasih so se predpisovali tudi za kakšne virusne bolezni, če niso bili narejeni testi, recimo prehlad ni bakterijska okužba, je virusna okužba, in če za prehlad dobiš antibiotik, ti v bistvu bolj škodi kot koristi. Še nekaj ste mi prej, ko sva klepetali, preden smo prišli v studio, povedali, kar mi je zanimivo. Vedno smo slišali, tudi takrat, ko so se na veliko pisali antibiotiki, spiti ga je potrebno do konca. Ampak, ko je bilo dobro, zakaj le bi ga pil naprej? To ni pametno, zakaj ne? Ja, to je pa največja napaka strani pacientov. V bistvu, če piše na antibiotiku, da ga jemljemo 8 dni, ga jemljemo 8 dni. Tudi, če se čudovito počutimo. Tudi, če se počutimo čudovito že po 5 dneh in če ni vročine, če ni bolečega grla, kaj se vem kaj. Zakaj? Zato, ker ta doza antibiotikov, če se jemlje pač do časa, ki je napisan, je potrebna, da pobije toliko in toliko odstotkov bakterij, zaželeno je 100. In če mi nehajmo jemati predčasno, to pomeni, da bodo ostale bakterije, ki bodo s časoma postale odporne na ta antibiotik, ker so ga preživele tako rekoč v tisti generaciji, in bodo to informacijo posredovali naprej svojim, kako rečemo, hčerinskim celicam. Tako da po enem, drugem, tretjem jemanju tega antibiotika, če ga vedno ne spijemo do konca, ne bo več učinkoval. Tako da tudi strani pacientov na tem mestu opozarjam, da se držijo navodil na škatlici. Pa ne samo pri antibiotikih, pri vseh zdravilih, ker tega ljudi niso kar tako napisali, ampak z nekim namenom. Ja, to se pravi, en antibiotik lahko pri nekom bo krasno deloval, pri nekom drugem slabo, pri tretjem pa čisto nič. Pa ni stvar antibiotikov, ne? Ni stvar antibiotikov, je pa tudi res, da smo si ljudje nekoliko genetsko različni. Danes, vemo, prihaja čas personaliziranih zdravil za pač vsak genetski tip. Ampak ja, v tem primeru je to predvsem posledica preteklosti in preteklega jemanja antibiotikov, bolj kot pa slabih zdravil. Kako pa je sicer na tem farmacevtskem področju? Dela farmacija kaj na novih antibiotikih? Jo to zanima, to vrstne raziskave? Ja, v povprečju je sedaj problem v tem, da se oddelki za razvoj antibiotikov predvsem zapirajo, ne pa odpirajo. Kajti antibiotiki v primerjavi z nekimi kroničnimi zdravili v farmacevtsko blagajno ne prinesejo toliko denarja. Seveda antibiotik jemlješ mogoče 2-krat po 1 teden na leto, medtem ko neka kronična zdravila, kot so zdravilo za povišan krvni pritisk, jemlješ prav vsak dan do konca življenja. In finančno se seveda izdelava drugih bolj splača kot izdelava antibiotikov. Tako da mislim, da morajo univerze in neodvisni inštituti v tem momentu, ko prihaja ta čas pomanjkanja novih učinkovitih antibiotikov, riniti raziskave naprej. Če pa bo kaj odkrito, pa sem prepričana, da bo farmacevtska industrija zagrabila in pol tudi to probala proizvesti. No in kakšna je ta pot? Vem, da je dolga. Od raziskav, kakršne boste vi sedaj pripravljali, opravljali, pa tudi tistega končnega produkta, ki pride v lekarni v obliki zdravila. Ja, ta pot je izredno dolga in izredno draga, tako da si je univerze ali pa inštituti ne morejo privoščiti. Gre za to, da do neke učinkovine, ki je res selektivna, dobra, traja 5 do 6 let, lahko tudi še več, lahko recimo na neki poti sploh ne prideš do cilja, ki si ga želiš, ampak recimo traja 5 do 6, 8, mogoče 10 let. Potem pa, ko imaš to čudovito, selektivno, dobro učinkovino,
da jo spremeniš v zdravilo, da greš vsak ta klinična testiranja, traja tudi do 10 let in stane od 10 milijonov dolarjev naprej. In to so taki denarji, da si pač tega, tako kot sem rekla, univerze ne morejo privoščiti. V tem primeru potem, če pride do takega odkritja na univerzi, to patentirajo, potem se pa patent pač proda neki mega farmacevtski firmi, ki je sposobna to proizvesti in dati na trg. No, upajmo, da bo v vašem primeru končni rezultat tudi takšen. Kako pa je sicer z našo univerzo v Sloveniji, kjer ste vi diplomirali, kjer ste doktorirali, kjer sedaj še nekaj delate, še nekaj počnete raziskav? Imamo kakovostno univerzo v Sloveniji iz tega področja? Ja, za naravoslovne študije prav gotovo. Imamo dobre učitelje, dober program. Veliko strokovnjakov se pri nas vsaj začetno izobrazi in gre potem v tujino in se še dodatno izobrazi. Je pa res, da mogoče v primerjavi s tujimi inštituti nam manjka malo opreme, nam manjka veliko denarja, tako da v prihodnosti, se opravičujem. Nič hudega, zadnje dni morate veliko govoriti, novinarji vam ne damo miru. Tako da saj se vlaga v naše šolstvo, sploh visoko šolstvo. Recimo fakultete za kemijo že dolgo čaka novo stavbo, to je problem. Tudi s prostorom se vsi stiskamo in zato se špara za novo stavbo, špara se za nove mašine, ki bojo v novi stavbi. Tako da mogoče dobro, naša generacija tega ne bo videla, ampak upam, da pa naslednje bojo pa že končale svoje študije na novi fakulteti. Žensk vas je veliko v tovrstnem študiju, vas je veliko diplomiralo? Ja, prav na biokemiji mislim, da je bilo kar pol, če ne celo malce več deklet kot fantov. In tudi nasplošno v študijih na Univerzi v Ljubljani poznam statistiko in diplomira že več deklet kot fantov in doktorira več žensk kot moških. Tako da z tega stališča je situacija v redu, ampak potem po doktoratu se pa razmere kar drastično spremenijo. Gre za to, da na znanstvenem področju, recimo na pedagoških pozicijah na univerzi, ostane samo še 30% docentk in rednih profesoric na univerzi je pa samo še okoli 18%. Tako da v bistvu ta štipendija je tudi neka spodbuda, da ženske ostanemo v znanosti, ker smo čisto dovolj ali pa enako sposobne kot moški. Mogoče treba samo malo miselno spremeniti, da so tudi naravoslovne znanosti za ženske. Za ženske, ja. Ja, verjetno je podobno tudi v drugih državah, verjetno v kateri več, v kateri manj, tudi po svetu, kajti gre se za svetovno nagrado in štipendijo ženske v znanosti, spodbuditi je treba v celem svetu. Verjetno pa je v nekaterih državah že boljši ta procent. V nekaterih državah je že boljši, smo se pa tudi srečali s temi kolegicami iz Afrike, iz Južne Amerike, ker so pa ženske še zelo malo zastopane na univerzi in v znanstvenih krogih. Sploh recimo bila je ena kolegica iz Namibije, kjer je to strašno nekaj čudnega, če gre ženska študirati in zakaj ne bi bila doma in skrbela za družino, ker to je njena primarna naloga. No, ampak ona je res dokazala, je zelo sposobna in mislim, da bo še veliko naredila v svoji državi. Vida, sicer pa vi ste ob vsem tem študiju, ob teh čudnih formulah, ob takih debelih knjigah. Lepih formulah. Lepih formulah, ja, bom ponovila za vami. Čeprav si mislim drugače, ampak vam verjamem, da so za vas lepe, našli čas za vse drugo, kar mladostniki, mladi dijaki, študenti počnejo. Niste bili skozi med knjigami in v laboratorijih? Ne, nisem bila in mislim, da je to pomembno, ker če imaš samo eno stvar v življenju, če si potem v nekem obdobju neuspešen, ti to čisto podre smisel življenja in vse, če imaš pa še zraven 100 aktivnosti, te pa zmer nekaj vleče gor in ti da energijo. Tako da jaz sem si najdla predvsem glasbo, začela sem z igranjem klavirja, potem sem nadaljevala z nižjo glasbeno šolo iz saksofona, pridružila sem se pihalnemu orkestru Loče, kasneje v Big Bandu Krško, katerega CD držite v roki. In zdaj, ko živim na Krki, živim bliže Grosuplju, pa Big Bandu Grosuplje. In celo na fakulteti, o tem smo se malo prej pogovarjali, ja. Sva s kolegico Anjo Korenčič, klarinetistko tudi drugače, ustanovili orkester Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, ki je bil sestavljen v veliki večini samih kemikov. Zasedba je bila nekako podobna Big Bandu,
mogoče nam je manjkalo malo pozavna, ampak smo se zelo fajn imeli, na 2 leti smo igrali po vseh prireditvah na faksu, na univerzi, na razstavi našega profesorja v Krkini galeriji v Ljubljani. Tako da kemiki smo v veliki meri tudi glasbeniki ali pa umetniki na nek način, pa tudi športniki. A tudi športniki? Tudi športnike se najde. Jaz sicer osebno v športu nisem pretirano uspešna, sem se pa zdaj prisilila. Lansko leto sem šla na tečaj tenisa, ki ga sicer zelo obožujem na televiziji in rada spremljam te tekme. Tako da jaz tudi zdaj znam čiste osnove tenisa, moram pa še malo povaditi, da mi bo šlo še malo boljše. Najti čas. Najti čas, tako. In partnerja, ker tenisa ne moreš igrati sam. To je pa res, to je pa res. Kaj pa kako smučanje, recimo, tam se mi tudi zdi, da bi lahko bili uspešni. Smučanje se mi zdi prehitro in prenevarno zame, ker sem bolj neroden tip, kar se športa tiče. No, jaz sem bila dobra v igrah izogibanja žogi, se pravi, kaj je že med dvema ognjem, recimo, to je bilo v redu, ne? Če se pa pol pri odbojki izogiba žogi, pa ni v redu, ne? Ja, največ ne. Sicer tudi šport ni moje področje, tako da tudi tukaj kaj veliko ne vem, ampak to pa že vem, da pri odbojki se najbrž ni dobro izogibati. Jaz sem bila namreč pri rokometu golman, ker ni bilo treba veliko teči. Tudi jaz pa sem si razbila očala, tako da... No pa pustiva šport, kaj pa sedaj, ko boste šli v Anglijo, ali to pomeni, da boste več ali manj tam zaprti v laboratorije, knjige in raziskave, ali boste si morda poskušali spoznati in ogledati Anglijo pobližje, vas potovanja zanimajo? Ja, Anglijo sem si do neke mere že ogledala, ker sem v tem laboratoriju, kamor odhajam, že 1 mesec delala pred 3 leti v sklopu doktorskega študija in je krasna dežela, vse je zeleno, kar je meni zelo všeč, ker je zelena moja najljubša barva. Je pa res, da skoraj skozi ves čas dežuje. Tako da za zunanje aktivnosti... Bi bilo dobro, da k nam pošljete, kaj, ko pridete gor, kaj dežja. Tako, tako. No, ampak seveda preživiš veliko časa v laboratoriju, ker tako tudi v bistvu dobiš največ rezultatov in lahko raziskavo porineš dlje. Vendar pa sem se, če se že navežem na glasbo, tudi že prijavila v njihov univerzitetni big band, tako da bom imela enkrat na teden še malo distrakcije od znanosti, seveda pa za vikend bojo tudi kakšni obiski od doma ali pa od kakšnih prijateljev, tako da bomo šli malo naokrog in si ogledali še okolico. Ravno to sem hotela vprašati, rekli ste, da sedaj živite na Krki. Pri fantu, s fantom, no, je tudi biokemičar? Ne. Aha, torej doma ne rešujete formule? Ne, kar se mi zdi čisto v redu, ker služba je v službi, doma pa je treba malo odklopiti. Mi doma imava skupen element glasbo, ker je po hobiju tudi trobentač, tako da mi je všeč, da se najdeva v vsakem drugem področju, ne samo v službenem. Vsekakor, ker to bi bilo pa že preveč. Malo preveč. Če bi še doma gledali v takšne knjige in se veselili tem formulam, ki so v njih. Vaša mama je sicer oseba, ki jo poznamo na našem koncu Slovenije, še posebej v Posavju, novinarka. Za ta poklic vas pa ni navdušila, da bi šli po njenih stopinjah? Ja, v bistvu se mi zdi, da otroci od staršev lahko ali zelo vzljubijo njihov poklic, ali so prisiljeni od staršev, recimo kakih odvetnikov ali pa zdravnikov, da bi bilo fajn, da nadaljujejo, pa da so tudi oni odvetniki pa zdravniki. Ali pa da vidijo, da mogoče ta poklic ni za njih. Jaz sem sicer zelo socialna, se rada pogovarjam, rada grem naokrog, ampak novinarka pa ne bi bila. Se mi zdi, da to pa še bolj celega človeka kot znanost zahteva. V bistvu ona kot dopisnica za Posavje z Radio Slovenija mora biti dosegljiva 24 ur na dan. In enkrat, ko si mama, ko imaš družino, je to zelo zahtevno, sicer je to odlično uspelo kombinirati in ne bi rekla, da smo pretirano pogrešali, recimo, da je bila preveč odsotna. Vse rečem, tudi znanost zahteva veliko in veliko prisotnosti od doma, se pravi v laboratoriju, za računalnikom. Ampak se pravim, če imam kaj po svoji mami, je to sposobnost organizacije in upam, da bo meni tudi tako uspel kot njej, pač na drugem področju, ampak mislim, da je prav tako vesela zame. Sem prepričana, to ste dokazali pri 27 letih. Ste veliko naredili v prvih 27 letih vašega življenja, seveda večji del je še pred vami. Vita, kje se pa vidite, če bi šlo tako, da vi načrtujete vaše življenje naprej? Bi to bila Slovenija, bi to bila tujina? Kako?
bi vi načrtovali, če bi lahko? Če bi lahko izkoristila še par teh let v bližnji prihodnosti, bi se gotovo izobrazila v tujini, sprav za različna področja znotraj mojega področja, sprav biokemije ali organske kemije. In potem bi si seveda želela prinesti to znanje nazaj v Slovenijo, zdaj bodi si neke znanstvene inštitucije na univerzo, če ne drugam pa tudi v industrijo, ker se pri nas tudi veliko na tem področju dela v farmacevtski industriji, ki je seveda pri nas zelo razvita. Tako da mislim, da bi se tudi za mene našlo mesto tukaj. Jaz sem zelo rada Slovenijo, standard življenja je tle še zmeri, po mojem mnenju, najvišji daleč naokrog, v primerjavi z tako vzhodnimi državami kot z zahodnimi državami. Mi smo bili tista zlata sredina in če bi mi uspeli priti nazaj, najti tukaj službo, v kateri bi bila zadovoljna, ki bi me navdihovala, ki ne bi bila preveč dolgočasna ali pa da bi vsak dan se ponavljala eno in isto, potem bi bila to zmaga. Jaz vam iskreno želim, da to lahko uresničite, sicer pa ravno zdaj razmišljam, ko sem vas poslušala, vi ste druga Slovenka, ki je v zgodovini te Slovenije in te nagrade ženske v znanosti, prejemnica te nagrade. Kako je pa se končala pot vaše predhodnice? Ste se seznanili? Ja, smo se srečali že takoj zatem, ko sem izvedela, da sem nagrado dobila, to je bilo konec lanskega leta. To je bila Maja Zagmajster, ki je dobila nagrado, mislim, da 2008. Ona je biologinja in preučuje kraški svet, netopirje, take zadeve, malo drugače, kot moja smer. Mislim, da je ona trenutno na fakulteti za biologijo zaposlena kot docentka, tako da njej je uspelo ostati prav v znanstvenih vodah in zato čestitam, ker vem, kako težko je pri nas priti na vrsto in ostati v... Je na vaši fakulteti z področja biokemije kaj starejših docentov, profesorjev, bo šel kdo kaj v penzion? Ja, zdaj, ko to ni več obvezno, da grejo ljudje, ko ne moreš prisiliti ljudje, da grejo, da se upokojijo. Mislim, da bojo ljudje kar vlekli in izkoristili to priložnost. Vse je fajn, so zelo uspešni ljudje in jim privoščim, ampak tako je zelo malo prostora za mlade, tako da se bomo mogli odločiti zdaj, kaj je. Kam bomo te mlade poslali, če ljudem ne bo žal, da gremo v tujino. Potem naj nam tudi tega ne učitejo. Recimo, prebrala sem si tudi nekaj komentarjev pod novicami o meni in nekateri so bili strašno, ja, zdaj gre pa v tujino, pa bo ostala za zmeri zunaj, pa naj vrača denar, ki ga je dala država Slovenija za, ne vem, usposabljanje za doktorat. Kam pa ne grem, če tukaj ni službe, ne, mislim. Nekdo je dal zelo dobro primerjavo, če si dober nogometaš, ne boš celo življenje igral v 3. slovenski ligi, ampak bo šel više in više in potem tudi v tujino. Ampak se boš vrnil kot trener nazaj in svoje znanje dal drugim. In to si vi želite, ne? Jaz si to seveda želim, če bo možno, vsekakor. Jaz sem prepričana, doktorica Vita Malce, da se bo našlo tudi v Sloveniji se v teh 2 letih, dokler boste vi nadgrajevali svoje znanje, delali na projektu v tujini. Upajmo, da se bo tudi na tem področju gospodarske krize kaj premaknilo v Sloveniji. Za vse, tako je. In da nas čakajo lepši časi. Čestitam še enkrat za vse doseženo sedaj in želim vam obilo užitka pri vašem raziskovalnem delu, obilo sreče, pa tudi to, da se vrnete nazaj v Slovenijo in da tukaj nadaljujete tako, kot si želite. Hvala lepa. Hvala lepa. Drage gledalke, dragi gledalci, vam pa le še hvala za pozornost, lep, prijeten preostanek večera. Upam, da smo nocoj razbili stereotip. Znanstvenice niso samo mrke, resne ženske, ki sedijo v laboratorijih in raziskujejo, ampak so mlada, nasmejana dekleta, tako kot naša današnja gostja, doktorica Vita Malce. Hvala in lep večer.